Kaj ima UFC 250, ki bo to ponedeljek potekal na travniku Bele hiše, opraviti z vojno? No, oba morata odgovoriti na isto vprašanje. Kaj narediš, ko se tvoj sovražnik opoteka? Ni poražen, še se ni predal in zagotovo še ni bil uničen, vendar krvavi. Počuti se osamljenega, izčrpan je. Vidite, kako se z njega cedi znoj in se trudi ostati na nogah. Ali se ustaviš v tistem trenutku, ali razglasiš zmago in greš domov, ali pa dokončaš boj. Zgodovina je polna narodov, ki so dobili bitko, a izgubili vojno, ker so se ustavili en korak prehitro. Rimljani so to naredili s Kartagino. Zavezniki so to naredili z Nemčijo. Obakrat so verjeli, da je bila grožnja nevtralizirana in obakrat so se motili. Danes je Iran v položaju, ki je presenetljivo podoben tistim trenutkom v zgodovini. Njegove posredniške skupine so bili uničeni. Njegovo gospodarstvo je, kot vemo, pod velikim pritiskom. Njegov program balističnih raket je doživel velike nazadovanja. In njegova jedrska infrastruktura je bila močno poškodovana. Vemo, da je njegov strateški položaj na Bližnjem vzhodu šibkejši, kot je bil v zadnjih desetletjih. Toda tukaj je vprašanje. Če Iranu dovolimo, da preživi ta trenutek nepoškodovan, bomo praznovali mir? Ali pa zgolj načrtujemo naslednjo vojno? Pojdimo 2200 let nazaj. Prva punska vojna med Rimom in Kartagino je trajala od leta 264 do 241 pred 17. štetati. To je 23 let. Bila je eden največjih spopadov antičnega sveta. Rim je zmagal. Kartagina je bila prisiljena predati ozemlje. Plačali so ogromne odškodnine. Njihova mornarica je bila v veliki meri uničena. Njihovo gospodarstvo je bilo poškodovano. Za mnoge Rimljane se je zdelo, da je grožnja Kartagine končana. Toda Rim je naredil ključno napako. Dovolili so, da Kartagina preživi. Pustili so njeno vodstveno strukturo nedotaknjeno. Pustili so njeno vojaško kulturo nedotaknjeno. In kar je najpomembneje, pustili so njene ambicije nedotaknjene. Pustili so tudi generacijo mladih Kartaginčanov, odločenih, da se maščujejo za svoje ponižanje. Eden od teh mladih mož je bil Hannibal, eden največjih vojskovodij v vojaški zgodovini. Medtem ko je Rim praznoval zmago, se je Hannibal pripravljal na maščevanje. Skoraj 20 let je obnavljal Kartagino. Ni tega počel javno, ni tega počel dramatično. Imel je potrpljenje. To je počel zelo metodično, z dolgoročnim ciljem. Potem je prišla druga punska vojna. Hannibal je tokrat prečkal Alpe s sloni. Unicil je rimske vojske pri Trebi, pri Trasimenskem jezeru, pri Kani. Celotne rimske vojske so izginile zemljevida. Rim je bil bližje uničenju zaradi Kartagine kot kadarkoli v svoji zgodovini. In zgodovinska lekcija za vojaške voditelje in zgodovinarje je, da prva vojna ni odpravila grožnje. Le preložila jo je. Rim je na koncu zmagal, ker se je naučil lekcije in se vrnil, da uniči Kartagino, ter jih dokončno uničil v tretji punski vojni. A zato je plačal ogromno ceno, ker je prvič prehitro odnehal. Zdaj pa preskočimo 2000 let naprej. Pojdimo v leto 1918. Nemčija izgubi prvo svetovno vojno. Nemški cesar je iz igre. Njeno gospodarstvo je popolnoma uničeno. Vojska je omejena. In zdaj pridejo zmagovalci z Versajsko pogodbo in Nemčiji naložijo ogromne kazni. Veliko voditeljev je verjelo, da je bila Nemčija za generacije nevtralizirana, vendar je sama Nemčija ostala nedotaknjena. Njena industrijska baza je bila prizadeta, vendar je ostala. Njena znanstvena osnova je ostala. Njena narodna identiteta je ostala. Najpomembneje pa je, da je ostal nemški občutek krivice in ponižanja. Da, res je, Versajska pogodba je oslabila Nemčijo, vendar je ni preoblikovala, tako kot Rim po prvi punski vojni ni preoblikoval Kartagine. Prva svetovna vojna ni odpravila ideologije, ki je poganjala konflikt. Preprosto je odložila naslednje poglavje. 20 let kasneje, kot vemo, se je pojavil Adolf Hitler. Nemčija se je že obnovila. 20 let kasneje se je Nemčija že obnovila. Že so se ponovno oborožili. Že so se ponovno organizirali in začeli vojno, ki je ubila desetine milijonov ljudi. Seveda, dodatnih 6 milijonov Judov v holokaustu.
Poraz sovražnika še ne pomeni, da je sovražnik tudi spremenjen. Pravzaprav poraz včasih ustvari pogoje za maščevanje. Zdaj si poglejmo Iran. Leta je Iran gradil to, kar mnogi imenujejo ognjeni obroč okoli Izraela, vključno s Hamasom, Hezbolahom, šiitskimi milicami v Iraku in Siriji. Huti, palestinski islamski džihad. Ogromna mreža, zasnovana za obkrožanje Izraela s pritiskom in nasiljem. Sedaj naj bi bil 7. oktober v njihovih očeh začetek nove regionalne realnosti brez Izraela. Namesto tega se je zgodilo nasprotno. Hamas je bil uničen, Hezbolah je utrpel izjemne izgube, velik del iranske regionalne infrastrukture je bil razstavljen. Asadov režim v Siriji je izginil. Iranski poveljniki in voditelji so bili odstranjeni, strateški objekti so bili napadeni. In veliki deli iranske raketne in jedrske infrastrukture so utrpeli precejšno škodo. Pravzaprav je Iran danes šibkejši kot kadarkoli v bližnji preteklosti. Pravzaprav je to osupljivo. A to ne pomeni, da je poražen. Pomeni pa, da je ranljiv. In ranljivi sovražniki pogosto postanejo nevarni sovražniki. Desetletja je Iran imel strateško orožje, poleg raket, ožino Hormuz. Približno petina svetovne oskrbe z nafto je tradicionalno potekala skozi to ozko morsko pot. Iranska sposobnost ogrožanja Hormuza mu je dala izjemno vzvod. To je za Iran delovalo kot geopolitični bankomat. Vsaka grožnja Hormuzu je povečala svetovno zaskrbljenost. Vsaka motnja na tej vodni poti je povečala vpliv Teherana. Zdaj pa smo približno 2 meseca noter in uganite kaj. Svet se je v veliki meri prilagodil. Saudska Arabija je povečala zmogljivost vzhodno-zahodnega naftovoda, kot smo govorili v tem podkastu. Združeni Arabski Emirati so razvili poti, ki obidejo Hormuz. Energetski trgi so se diverzificirali. Alternativni transportni koridori so se razširili. Veste, Iran ima še vedno vpliv, vendar je to morda polovica tistega, kar je imel nekoč. In to v 2 mesecih. Dejansko se je sposobnost Irana, da drži svetovno gospodarstvo za talca, zmanjšala kot še nikoli doslej. In si lahko predstavljamo, kaj bi bilo, če Izrael ne bi uničil iranskega jedrskega programa. Ko bi Iran dobil to bombo, kakšen bi bil njihov vpliv na Hormuz? Če se pritožujemo nad $7 za galono, si predstavljajte $20 za galono. Kdo bi izzval Iran, ko bi imeli jedrsko orožje usmerjeno proti hormuški ožini? Ne vidim nikogar, ki bi jih izzval. Ampak zdaj smo uničili velik del njihovega jedrskega programa. Predsednik Trump pa je prevzel nadzor nad Hormuzom in to je spremenilo strateško enačbo. Režim zdaj izgublja orodja, ki jih je nekoč imel. Izgublja svoj vpliv, izgublja svojo odvračalno moč. In kar je najpomembneje, IRGC izgublja svoje možnosti. Veste, v boksu obstaja rek, da je najbolj nevaren trenutek za boksarja. Ni takrat, ko je njegov nasprotnik najmočnejši. Pravzaprav je to takrat, ko je njegov nasprotnik ranjen. Ko nasprotnik ve, da izgublja. Ker ko nasprotnik ve, da izgublja, je pripravljen sprejeti tveganja, ki jih sicer nikoli ne bi. Iran danes spominja na borca, ki se naslanja na vrvi. Vprašanje je, ali režim to vidi kot začasno nazadovanje ali kot eksistenčno grožnjo. Če verjame, da lahko preživi, zgodovina kaže, da se bo ponovno pobral. Iran se bo prilagodil. Preučil bo svoje neuspehe, če mu bo dovoljeno preživeti. Pametni so ti Iranci. Prenovili bodo svojo vojsko, izboljšali bodo svoje raketne programe. Prizadevali si bodo za nove tehnologije. Iran bo iskal nova zavezništva in se pripravljal na naslednji krog. Točno to je naredila Kartagina, točno to so naredili Nemci. In ni razloga in verjetno nobenega zgodovinskega primera, zakaj bi ravnali drugače. Obstaja zelo pomembna točka, ko govorimo o vojni, geopolitiki, ki jo v ZDA in Evropi pogosto spregledajo. Izrael ni preprosto še ena sodobna nacionalna država. Izrael ni bil ustanovljen leta 1948. Izrael je bil ustanovljen pred 4000 leti. Izrael je starodaven avtohton narod, ki že 4000 letja živi s sovražniki v isti regiji. Napadli so nas faraoni. Napadli so nas Asirci, najmočnejša vojska na svetu v tistem času.
Leta 586 pred 140 so nas napadli Babilonci. Ko so bili najmočnejši v tistem času, Grki, ko so bili najmočnejši v tistem času, in Rimljani, ko so bili najmočnejši. Kasneje križarji in na koncu so bili Judi napadeni strani nacistov. Zdaj je Izrael napaden strani sodobnih džihadističnih radikalnih gibanj. Imperiji so prihajali in odhajali. Judovsko ljudstvo je ostalo. Država Izrael se je naučila, zakaj je temu tako. Nismo preživeli zato, ker smo bili vedno močnejši ali večji, ampak zato, ker smo potegnili nauk. In to je lekcija, ki se je država Izrael naučila skozi našo izjemno zgodovino. Ko je sovražnik odločen za tvoje uničenje, ne preživiš tako, da predpostavljaš, da se bo spremenil. To ne deluje. Tvoje preživetje je odvisno od tega, ali lahko zagotoviš, da tvoj sovražnik ne more več uresničiti svojih namenov. To ni cinizem. To so zgodovinske izkušnje. Judovski narod je videl preveč začasnih zmag drugih držav, tudi znotraj svojih vrst, ki so se spremenile v prihodnje katastrofe. Vemo, kaj se zgodi, ko se grožnje odlagajo, namesto da se odpravijo. Vemo, kaj se zgodi, ko svet razglasi, da je sovražnik oslabljen, nato pa gleda, kako se ta čez generacijo vrne še močnejši. To je nacionalni spomin za Izrael. Izrael je drugačen od večine zahodnih držav. Čeprav bi se tudi oni morali spominjati, danes številne zahodne države razmišljajo v okvirih volilnih ciklov. Izrael, ki črpa iz naše zgodovine, mora razmišljati v generacijah. Mnogi zahodni voditelji se sprašujejo, kako preživeti naslednja 4 leta. Izrael se že uči spraševati, kako zagotoviti, da bo judovska država obstajala ne jutri, ne čez 4 leta, ampak čez 400 let. Ta razlika med starodavno perspektivo Izraela in kratkoročno perspektivo Zahoda postaja vse bolj vidna v razpravi o Iranu. Za mnoge na Zahodu je danes cilj stabilnost. Za Izrael cilj ni stabilnost, temveč preživetje. In to ni isto. Resnica je, da to povzroča napetosti celo znotraj najmočnejših zavezništev. Odločitev premierja Netanjahuja, da napade Iran, je odražala to razliko v strateški kulturi. Operacija ni popolnoma odpravila iranskega jedrskega programa. Zakaj torej? Kaj je dosegla? Ni popolnoma odpravila iranskega raketnega programa, vendar je poslala sporočilo Teheranu, sporočilo izraelskim prijateljem in, kar je najpomembneje, sporočilo samemu Izraelu. Da Izrael ne bo predpostavljal, da bodo drugi rešili naše eksistenčne grožnje. Ne moramo graditi prihodnosti na zagotovilih katerekoli druge vlade, ne glede na to, kako prijateljska je lahko. Izrael mora vedno bolj razvijati sposobnost, da se brani sam. To velja že od leta 1948. In po 7. oktobru mnogi Izraelci verjamejo, da to velja zdaj bolj kot kdajkoli prej. Rimljani so mislili, da je Kartagina končana. Zavezniki so mislili, da je Nemčija končana. Zgodovina je obakrat dala kruto lekcijo. Zmaga se ne meri po tem, koliko škode povzročiš svojemu sovražniku. Zmaga se meri po eni stvari. Po tem, ali je sovražnik še vedno sposoben vrnitve. Danes je Iran šibkejši, kot je bil v zadnjih desetletjih, in njegovo regionalno cesarstvo je bilo močno prizadeto. Njegova strateška orodja so bila zmanjšana. Njegovi posredniki so bili oslabljeni. Njegov raketni in jedrski program sta doživela velike nazadovanja. Vprašanje, s katerim se soočata Izrael in svet, ni, ali je Iran utrpel škodo. Jo je. Vprašanje je, ali se je Iran spremenil. Kajti zgodovina nas uči te ključne lekcije. Da ko odločen sovražnik preživi nedotaknjen, konec ene vojne pogosto postane začetek naslednje. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi podcasta Pravi vzhod.